V teh skrivnostnih primerih pogrešanih oseb so posnetki varnostnih kamer eden redkih namigov, ki bi lahko pomagali pripeljati pogrešano osebo domov. Ne glede na to, ali so pogrešani že mesece ali leta, ima vsaka oseba ljubljene še vedno čakajo na njeno vrnitev domov. Številka 10. Nekateri izmed najbolj nenavadnih sodobnih primerov pogrešanih oseb so tisti, kjer je nekomu očitno uspelo ubežati vsem varnostnim kameram, preden je izginil brez sledu. To se je morda zgodilo pogrešanemu Marku Kensonu. Čeprav bi lahko en kratek opažanje vsebovalo namig o tem, kaj se mu je zgodilo. Mark je bil star 53 let, ko je 31. januarja 2025 izginil brez sledu. Ko je policija leto po njegovem izginotju ponovno pozvala javnost za informacije, je bilo malo novih podatkov o tem, kaj bi se mu lahko zgodilo. V Markovem primeru je bilo objavljenih le malo podrobnosti in ni jasno, ali je o okoliščinah njegovega izginotja znanega kaj več. Nazadnje so ga videli, ko je hodil v bližini doma svojih staršev v predmestju Cardiffa, Clan Cumtawe, med 21:45 in 22. uro. Kdo natančno je Marka videl, ni znano. Prav tako ni znano, v kakšnem stanju je bil ob svojem izginotju. Zadnje, natančno določeno opažanje kaže, da je bil na Captain's Walk in se je odpravljal v smeri Bronson Crescent. To bi Marka vodilo čez majhno travnato območje, kjer je bila le pešpot. Obe območji sta stanovanjski, kar omejuje količino posnetkov CCTV, ki bi jih policija lahko analizirala. Po Markovem izginotju je policija pregledala vse posnetke CCTV, ki so jih lahko našli na tem območju. Potekala je tudi iskanja na terenu, osredotočena na območja, kjer so Marka nazadnje videli, pa tudi na travnato območje in majhne zaplate dreves v bližini, ki bi lahko skrile osebo, če bi zašla v težave. Toda nobenega sledu o Marku ali katerimkoli njegovem predmetu niso našli. Policija je prav tako pozvala k informacijam o morebitnih opažanjih. Prejeli so več prijav, vendar za nobeno niso potrdili, da gre za pogrešanega moškega. Markova žena, Angela, se je pridružila policiji pri pozivu za informacije. V okviru preiskave je policija pokazala morebitne posnetke nadzornih kamer. Le enega izmed teh ni bilo mogoče izključiti. Na njem je bil prikazan moški, ki je pozno ponoči hodil mimo bencinske črpalke Texaco. Moškega so videli v daljavi, njegov hrbet pa je bil obrnjen proti kameri. Njegova temna oblačila otežujejo prepoznavo, zato niti policija, niti Angela nista mogla potrditi, ali je to bil Mark ali ne. Opažanje se je zgodilo 2. februarja, nekaj dni potem, ko so Marka nazadnje videli v St. Melonsu, drugem delu Cardiffa. Če bi bil to Mark, opažanje odpira še več vprašanj o tem, kje je bil v vmesnih dneh in kako mu je uspelo, da ga kamere niso zabeležile. Še pomembnejše je vprašanje, kam je Mark odšel, potem ko je zapustil vidno polje kamere. Med obletniškim pozivom za informacije posnetki varnostnih kamer niso bili omenjeni. Markova družina pravi, da je živel normalno življenje in da si ne morejo predstavljati nobenega razloga, zakaj bi želel izginiti. Opisan je kot visok, 170 cm, nazadnje pa so ga videli oblečenega v modro-siv trenirni komplet s kapuco in bele puma superge z zelenimi detajli. Vsak, ki ima kakršnekoli informacije o primeru, naj kontaktira policijo Južnega Walesa preko njihove spletne strani South Wales Police .uk ali pokliče 111 in navede referenčno številko 2 milijardi 500 milijonov 33 tisoč 949. Številka 9. Ko je Peter Edwards zapustil svoj dom v Skonu na Škotskem, je njegova družina pričakovala, da se bo vrnil v nekaj urah, a skoraj desetletje kasneje še vedno ostaja skrivnost, kam je Peter tisti dan pravzaprav odšel. Peter je bil dobro poznan in priljubljen član majhne skupnosti v Skonu. Bil je pastor v lokalni krščanski skupnosti Perth Christian Fellowship, ki jo je pomagal ustanoviti v 80. letih prejšnjega stoletja. Delal je v cerkveni knjigarni in bil znan po svoji prijaznosti in dostopnosti. Pogosto je v službi govoril s strankami. V njegovem življenju ni bilo znanih težav, zato je bilo njegovo izginotje popolnoma nepričakovano. Zgodaj zjutraj, 1. november 2016, je Peter zapustil svoj dom in družini povedal, da gre v službo. Namesto tega je 65-letni moški pustil ključe na pragu svojega doma in odšel. Odpeljal se je z avtobusom številka 7 v bližnji Perth in izstopil ob 7:43 zjutraj blizu hotela Lovett. Ni šel v hotel, ampak je odšel proti središču mesta. Perth je bilo območje, ki ga je Peter dobro poznal.
V mestu je bila kavarna, ki jo je podpirala cerkev in jo je pogosto obiskoval, vendar se tisti dan pogrešani moški tam ni ustavil. Okoli poldneva je izstopil iz avtobusa v Aberdeenu in preživel 2 uri v mestu, preden se je ob 14. uri ukrcal na avtobus X7 za Stonehaven. Prav na tem avtobusu so bile posnete zadnje posnetke varnostnih kamer pogrešanega moškega. Posnetki so ga prikazovali samega, s seboj je imel majhno torbo in dežnik. Na posnetkih ni bilo nič nenavadnega, razen dejstva, da je bilo to zadnjič, ko so Petra sploh videli. O 15:20 je izstopil iz avtobusa in na to, kot bi se v zemljo pogreznil. Toda takrat, nekega novembrskega popoldneva na Škotskem, se je že bližal sončni zahod in bilo je prepozno, da bi kdorkoli prispel v Stonehaven na enodnevni izlet. Peter je imel s seboj torbo, vendar ni izgledalo, da bi imel dovolj stvari za prenočitev. Ko se Peter tisti večer ni vrnil domov, je njegova družina obvestila policijo. Takrat so odkrili njegovo nenavadno avtobusno pot. Bilo je mogoče potovati neposredno med Perthom in Stonehavenom, vendar je nekaj pripeljalo Petra v Aberdeen. V Aberdeenu je preživel 2 uri, vendar ni podatkov o tem, kaj je počel v tem času. Zdi se tudi, da obstaja nekaj urna vrzel med časom, ko je Peter prispel v Perth in časom, ko bi moral oditi, da bi okoli poldneva prispel Aberdeen. Policija je pri iskanju pogrešanega moškega uporabila helikopterje in sledne pse. Psi na avtobusnem postajališču, kjer je znano, da je Peter izstopil iz avtobusa, niso zaznali nobene sledi. Po besedah njegove družine, Stonehaven ni bilo območje, ki bi ga Peter dobro poznal in ni bilo nobenih očitnih razlogov, zakaj bi potoval tja. Ena od teorij v tem primeru je bila, da je Peter iz nekega razloga poskušal zapustiti svoje staro življenje. Njegova družina je domnevala, da si je Peter morda pobarval lase ali obril brado, kar bi močno spremenilo njegov videz. Morda ga je v Perthu v avtu čakal nekdo, kar bi pojasnilo, zakaj njegove sledi niso nikoli zaznali. Njegova družina je še vedno zaskrbljena zanj in upa, da bo razrešila skrivnost, kaj se je zgodilo z njihovim pogrešanim bližnjim. Peterja opisujejo kot visokega, približno 178 cm in vitke postave, z umikajočimi se lasmi, plešasto glavo in delo brado. Nazadnje so ga videli oblečenega v temne hlače, črno jakno, temne čevlje in sivo kapo. Vsak, ki ima kakršnekoli informacije o primeru, lahko pokliče škotsko policijo na številko 101 ali dobrodelno organizacijo za pogrešane osebe na 116 000. Številka 8. Damien Vernon je bil star 32 let, ko je izginil brez sledu in za seboj pustil majhne otroke ter zelo povezano družino. Več kot desetletje po njegovem izginotju, njegova družina še vedno nima pojma, kaj se mu je zgodilo. Damien je 8. decembra 2014 zapustil svoj dom v Bridlingtonu v Angliji. Vozil je avto svoje punce in se odpravil kupiti vozilo od nekoga v Sheffieldu. Oseba, s katero se je Damien srečal, je bila nekdo, ki ga je že prej srečal in ni bilo nobenih znakov, da bi bila povezana z njegovim skrivnostnim izginotjem. Zadnje potrjeno opažanje pogrešanega očeta je bil v banki v Bridlingtonu. Varnostne kamere so posnele Damiena okoli 14:15. Zdel se je sproščen in nasmejan, ko je govoril z blagajničarko. Policija verjame, da je Damien kmalu zatem zapustil Bridlington. To bi moralo biti preprosto potovanje, vendar je Damien iz neznanega razloga zavil z glavne poti. Policija je uspela izslediti njegovo pot po več cestah kategorije A, vključno s postankom na bencinski črpalki BP na cesti A645. Na koncu je prispel v Wakefield, mesto, ki je oddaljeno približno 1,5 ure. Pot skozi Wakefield do Sheffielda ne bi bistveno podaljšala njegove poti, vendar Damien nikoli ne bi dokončal tega potovanja. Odpeljal se je v stanovanjsko območje, ustavil na ulici Sycamore, tam pustil avto in so ga videli, kako je hodil po prehodu med hišami. Ko se Damien tisti večer ni vrnil domov, je njegova družina vedela, da je nekaj narobe. Zanj je bilo zelo nenavadno, da bi izpustil družinsko večerjo. Njegova mati ga je naslednji dan prijavila kot pogrešanega in iskanje se je začelo. Ni minilo dolgo, preden so našli Vauxhall Corso, ki jo je vozil Damien, čeprav je to povzročilo več vprašanj kot odgovorov. Vozilo so našli nedaleč od reke Calder, kar je vodilo do ugibanj, da je pogrešani moški morda nekako pristal v vodi. Izvedli so obsežno iskanje reke v dolžini 35 milj, vendar ni bilo nobenih sledi Damiena ali namigov o tem, kaj bi se mu lahko zgodilo.
Do junija naslednjega leta so preiskavo zmanjšali, saj ni bilo nobenih novih sledi, ki bi jih lahko zasledovali. Nihče ni imel razlage, zakaj bi se Damien ustavil v Wakefieldu. Če se je nameraval tam z nekom srečati, se ta oseba nikoli ni oglasila. Po navedbah policije ni bilo nobenih znakov, da bi bila v njegovo izginotje vpletena tretja oseba, vendar njegova hči verjame, da nekdo ve nekaj, kar bi lahko pomagalo preiskavi. Ob 10. obletnici izginotja je policija objavila posnetke nadzornih kamer iz banke v upanju, da bi ti lahko razkrili nove sledi. Tako policija kot Damianova družina še naprej pozivata k posredovanju informacij. Damien je opisan kot visok, približno 183 cm, vitke postave in s kratkimi valovitimi, svetlo-rjavimi lasmi. Oblačila, ki jih je nosil v času izginotja, so vidna na posnetkih varnostnih kamer. Vsak, ki ima informacije v tej zadevi, lahko pokliče 101 in navede zapisnik 125 z dne 2. decembra 2024 ali pa anonimno pokliče Crime Stoppers na 0800 555 111. Številka 7. V nekaj dneh julija 2011 je 29-letna Maria Cash odšla na nenavadno potovanje med več mesti v Argentini. Nekatera njena gibanja so bila ujeta na varnostnih kamerah, vendar je točno to, kaj se je zgodilo potem, ko je zadnjič zapustila vidno polje kamere, skrivnost. Začelo se je kot preprosto, spontano potovanje na obisk k prijateljici. Zadnjič jo je njena družina videla 4. julija, ko je vstopila na avtobus iz Buenos Airesa v Jujuy. S seboj je imela kovček, nahrbtnik in 700 pesov. Namesto da bi celotno pot opravila z enim avtobusom in naslednje jutro izstopila v Rosario de la Frontera, saj ji vzdušje na avtobusu ni bilo všeč. S pomočjo prijateljice, ki ji je poslala predplačano avtobusno vozovnico, je Marija končno prispela v Jujuy 2 dni po odhodu. Nažalost, poti še ni bilo konec. Nikoli ni prišla do hiše svoje prijateljice. Poskušala je prepričati njega ali njegovo sestro, da bi jo pobrala na avtobusni postaji, a sta bila oba zasedena. Tistega popoldneva je uporabila telefonsko govorilnico, da je poklicala družino v Buenos Aires, jih prosila za denar in jim povedala, da se ne počuti dobro. Zadnjič, ko je govorila z njimi, jim je povedala, da gre v Salto. Marija je v Salto prispela pozno tisto noč. Posnetki varnostnih kamer so jo prikazali, kako hodi z nahrbtnikom. Bila je sama in ni imela s seboj kovčka, s katerim je vstopila na avtobus. Ob 1:15 zjutraj 7. julija je obiskala bolnišnico v Salti in povedala, da se ne počuti dobro. Ni povedala svojega priimka in ko je bil zdravnik pripravljen, da jo sprejme, je že odšla. Naslednji dan je Marija poslala elektronska sporočila družinskim članom in jih prosila za telefonske številke prijateljev in sorodnikov. To je bilo zadnjič, da so karkoli slišali od nje. Posnetki varnostnih kamer in pričanja očividcev so časovnico nekoliko podaljšali. Marija je štopala v različnih tovornjakih, ki so peljali proti jugu. Po besedah enega od voznikov je bila Marija tiha in se je med vožnjo zdela v čudnem stanju. Povedala mu je, da namerava srečati nekoga na meji v Tucumanu, vendar ni znano, da bi do srečanja dejansko prišlo. Zadnji voznik je bil moški po imenu Hector Romero. Trdil je, da jo je peljal 14 km in jo odložil blizu svetišča Defunta Coria na državni cesti 34. Tu bi bil zadnje znano opažanje Marije. Romero je trdil, da so bili v bližini še drugi tovornjaki, vendar se nihče drug ni oglasil in trdil, da jo je peljal. Marijo so prijavili kot pogrešano 8. julija, ko je izgubila stik s svojo družino. Njeno vedenje v dneh pred zadnjim opažanjem je bilo nepredvidljivo in iskanje se je začelo takoj. Posnetki varnostnih kamer so lahko potrdili zgodbe nekaterih voznikov, ki so jo tisti dan videli, vendar Romerova izpoved ni bila popolnoma potrjena in svojo zgodbo je večkrat spremenil. Leta 2024 je bil Romero aretiran, vendar je bil primer proti njemu opuščen zaradi pomankanja dokazov. Tudi če bi se Marija na cesti srečala z nekom, ki bi ji škodoval, to še vedno ne bi pojasnilo njenega nenavadnega vedenja pred tem. Ena od teorij je, da je doživela nekakšno duševno krizo, zaradi katere je odtavala v divjino in je nikoli več niso videli. Obsežne preiskave so prinesle nekaj sledi, vendar nobena ni obrodila sadov. 15 let kasneje njena družina ni nič bliže temu, da bi izvedela, kaj se je zgodilo z Marijo ali da bi jo pripeljali domov. Številka 6.
David Holland je bil prijavljen kot pogrešan, potem ko se marca 2022 ni pojavil na delu. Posnetki varnostnih kamer, ki so jih odkrili med preiskavo, so skrivnost le še poglobili. David so nazadnje videli zvečer 11. marca 2022. David je bil doma iz Walesa v Novi Zelandiji, pa je živel že več let in je pred kratkim zaprosil za stalno prebivališče. Delal je kot zdravnik, njegova mati pa ga je opisala kot osebo z veliko družbeno zavestjo. Čeprav je živel na drugi strani sveta, je David ohranjal stik s svojo materjo. Le nekaj dni, preden je izginil, sta si izmenjevala sporočila. Govoril je o tem, kako bo izkoristil zadnje dni poletja za surfanje. Bil je tudi zaskrbljen zaradi nedavne ruske invazije na Ukrajino. Njegova mati ni imela pojma, da bodo ta sporočila zadnje, kar bo slišala od njega. David so prijatelji nazadnje videli. Povedal jim je, da gre plavat na plažo, ki ni daleč od njegovega doma v Taurangi. To ni bilo nič nenavadnega, saj je bil David znan po tem, da je bil zelo aktiven in rad v naravi. Nihče ni opazil, da ga ni, dokler se naslednji dan ni pojavil v službi. Sprva so policisti domnevali, da je David res šel plavat, ali pa je to vsaj nameraval. Opisali so ga kot odličnega plavalca, vendar je bilo še vedno mogoče, da je imel težave v vodi. Vendar so posnetki varnostnih kamer, ki so jih odkrili leto kasneje, sprožili še več vprašanj. Posnetki varnostnih kamer, posneti ob 20. uri tistega večera, ko je David izginil, so prikazovali moškega, ki je bil podoben njemu, kako hodi proti severu ob nadvozu Sandhurst Drive. Policija ni mogla biti prepričana, da je to David, vendar je moški nosil predmete, za katere so vedeli, da manjkajo iz zdravnikovega doma, vključno s pohodiškimi čevlji, hlačami v peščeni barvi in temnim zgornjim delom. Policija je Davidovi materi pokazala obdelane posnetke. Medtem ko je bila policija še vedno previdna, je bila Davidova mati prepričana, da je to njen sin. Ni bilo nobenega razloga, da bi David hodil v to smer, če bi si preprosto želel iti plavat. Možno je bilo, da si je premislil in se namesto tega odpravil na pohod, ali pa da se je dogajalo nekaj bolj nenavadnega. Nova sled je policijo in kopenske iskalno-reševalne ekipe usmerila na območji Matarapihi in Magatapu. Surf Life Saving NZ, obalna straža in približno 148 prostovoljcev so prav tako prišli iskati Davida, vendar so bili vsi neuspešni. Davidova mati je večkrat priletela na Novo Zelandijo, da bi skušala dobiti odgovore glede svojega sina. V pozivu ga je opisala kot pametnega, vsestransko nadarjenega, športnega, skrbnega, prijaznega in premišljenega. David je opisan kot visok, približno 180 cm in atletske postave. Ima kostanjeve lase in rjave oči. Vsak, ki ima informacije o tej zadevi, lahko stopi v stik s policijo prek spleta na 105.police.govt.nz in klikne posodobi poročilo ali pokliče 105 s klicno številko zadeve 2203112 poševnica 2203112 6869. Številka 5. Ko je Denise Jarvis izginila, sta tako policija kot njena družina pričakovali, da se bo kmalu vrnila. Minila so leta brez sledu o njej in brez namigov o tem, kaj bi se ji lahko zgodilo. Denise so nazadnje videli 3. avgusta 2022 v bližini njenega doma v Bristolu v Angliji. Po nedavni ločitvi od moža je živela starši. Po besedah njene družine se je Denise spopadala s težavami v duševnem zdravju. Poskušali so ji pomagati, vendar so verjeli, da je edini način za to ta, da Denise prizna, da ima težave. Na dan njenega izginotja sta se Denise in njen oče prepirala o tem, ko se je odločila oditi. Spakirala je 5 torb in odšla. Svojim staršem je povedala, da bo kampirala v bližnjem parku Southie Park, da si zbistri misli. Bil je le kakih 100 metrov od doma njenih staršev. Bili so zaskrbljeni za njo, a so pričakovali, da se bo naslednji dan vrnila. Ko se Denise ni vrnila domov, sta jo njena starša iskala in prijavila njeno izginotje policiji. Sprva so vsi pričakovali, da se bo Denise kmalu vrnila domov, zato resna preiskava ni potekala. Šele več mesecev kasneje, ko še vedno ni bilo nobenih sledi o pogrešani ženski, so preiskavo okrepili. Iskanje po parku je prineslo 2 od 5 torb, ki jih je Denise vzela s seboj. Pomembno je, da njene torbice, v kateri je bilo 3000 funtov v gotovini, niso našli. Do danes preostalih 3 torb niso nikoli našli. Iskanje po bližnji reki Avon in drugih vodnih površinah prav tako ni prineslo nobenih sledi.
Policija je obiskala sosede in zbrala posnetke varnostnih kamer iz okolice. Do takrat je veliko krajev že prepisalo ali izbrisalo posnetke izpred nekaj mesecev, ko je prišlo do izginotja. Nobenega posnetka Denise iz noči, ko je izginila, niso nikoli odkrili ali javno objavili. Policija pa je našla varnostne posnetke iz dneva pred njenim izginotjem, na katerih je bil viden značilen siv plašč, brez rokavov do stegen, za katerega so verjeli, da ga je Denise nosila, ko je izginila. Policija je upala, da bi objava tega posnetka lahko spomnila kogarkoli, ki bi v dneh po izginotju Denise opazil odvržen plašč. Nosila je tudi temno-modro obleko s svetličnim vzorcem in bele čevlje. Kmalu po izginotju Denise je bilo nekaj morebitnih opažanj, vendar nobeno ni bilo potrjeno. Nekoč je Denisin oče verjel, da jo je opazil na avtobusni postaji, ko se je peljal mimo, vendar je bila ženska, ko se je obrnil, da bi preveril, že izginila. Na območju v okolici ni bilo varnostnih kamer, ki bi jih lahko preverili. Policija od izginotja Denise ni zaznala nobenih znakov življenja. Ob izginotju ni imela s seboj telefona ali prenosnika, vendar ni bilo nobenih drugih digitalnih ali finančnih sledi za njo. Njena družina je še vedno upala, da je odšla po lastni volji, čeprav se jim je to zdelo neznačilno za njo. Prosili so jo, naj jim vsaj pusti sporočilo, da je na varnem, tudi če se ne želi vrniti domov. Denisa je opisana kot visoka, 165 cm, vitke postave, z dolgimi blond lasmi in modrimi očmi. Vsakdo, ki ima informacije o primeru, lahko pokliče 101 in navede referenčno številko 5 milijard 222 milijonov 186 tisoč 376 ali uporabi spletni portal policije za deljenje informacij. Številka 4. Renzo Bullhead je bil študent na koledžu United Tribes Technical College in se je za spomladanske počitnice vrnil domov, ko je nenadoma izginil. Pustil je nekaj sledi o tem, kaj bi se mu lahko zgodilo. Renzo je bil star 20 let, ko je izginil. Bil je član plemena Standing Rock Sioux in je odraščal v mestu McLaughlin v Južni Dakoti. Po končani šoli se je Renzo vpisal na United Tribes Technical College v Severni Dakoti, kjer je študiral varjenje. Po besedah njegove družine ni bilo očitnih težav v njegovi šoli ali osebnem življenju. Preselil se je v Bismarck zaradi šole, vendar se je med spomladanskimi počitnicami vrnil v McLaughlin. Njegova mati je medijem povedala, da Renzo teden ni preživel na zabavah, ampak je užival domačo hrano in preživljal čas z družino. 16. marca je Renzojeva mati odpeljala njega v študentski dom, da bi odložil nekaj svojih stvari, nato pa se je strinjala, da ga odpelje k prijateljem, ki so živeli v Mandanu. To so bili ljudje, ki jih je Renzo poznal vse življenje, a njegova mati je bila kljub temu zaskrbljena zaradi njih. Niso bili študenti kot njen sin in skrbelo jo je, da bi ga lahko spravili v težave. Ko so ga odložili, so Renzojevi prijatelji njegovi materi zagotovili, da ne bodo počeli ničesar nevarnega. Kaj točno so počeli, ni jasno, vendar se je nekje med nočjo Renzojeva lokacija na Snapchatu zataknila na železniškem mostu, ki povezuje Mandan in Bismarck. Tam bi ostala celo noč nepremična. Sprva Renzojeva družina ni opazila, da je kaj narobe, vendar ko se ni pojavil pri pouku, je bilo očitno, da se mu je nekaj zgodilo. Zemljevid na Snapchatu je pritegnil pozornost na železniški most. Posnetki varnostnih kamer so bili zajeti iz različnih kotov, policija pa je pregledala več kot 70 ur posnetkov. Posnetki so prikazovali Renza, kako sam hodi po tirih. Gledal je v svoj telefon, njegova družina pa je verjela, da je v času, ko so bili posnetki zajeti, svojemu dekletu pošiljal sporočila prek Snapchata. Ta sporočila na Snapchatu so bila posredovana policiji. Približno 20 minut potem, ko so Renza ujeli na kameri, kako prečka zahodno stran mostu, so na kameri vzhodnega vodotoka opazili nekaj nenavadnega. Posnetek je bil težko razločen, vendar je v daljavi izgledalo, kot da je nekaj padlo v vodo. Kamera je ujela pljusk, ne pa tudi tega, kaj ga je povzročilo. Renzova družina ni verjela, da bi namerno vstopil v vodo, vendar bi lahko padel. Toda njegova mati ne verjame, da je Renzo zagotovo končal v tisti vodi. Medijem je povedala, da bi lahko bila za tisti pljusk odgovorna riba. Policija in prostovoljci so preiskali območja okoli reke, vključno s krajem, od koder je prišel pljusk. Ena od teorij je bila, da so Renza odvlekli iz reke, zato so pripeljali slednje pse, da bi poskušali zaznati kakršenkoli vonj. Opravili so tudi podvodna iskanja.
Gradbena dela na mostu so pomenila, da so bila nekatera območja nedostopna vse do več mesecev potem, ko je Renzo izginil. In ko so jih končno preiskali, niso našli ničesar. Renzo je zdaj pogrešan že več kot 1 leto, opisan pa je kot oseba s črnimi lasmi in rjavimi očmi. Nazadnje so ga videli oblečenega v črno-sive karirane pižama hlače, črn pulover in črno puhovko. Vsak, ki ima kakršnekoli informacije o tem primeru, lahko pošlje namig s poročilom na 847 4111 ali pokliče na 1833 560 2065. Številka 3. Novembra 2001 je Raymond Scott izginil brez sledu v nenavadnih okoliščinah. Več kot 10 let kasneje je policija objavila posnetke varnostnih kamer moškega, za katerega so verjeli, da bi lahko razrešil skrivnost. Raymonda so nazadnje videli 16. novembra 2001. Za svojega brata je opravljal nekaj domačih popravil v soseski Harrow v Londonu. Hišo je zapustil s svojim belim kombijem Ford Transit z registrsko tablico D346 DPR. To je bilo zadnjič, da je kdo videl tega pogrešanega moškega. Raymond je za seboj pustil ženo in 4 otroke ter 2 brata. Zanj je bilo zelo nenavadno, da bi izginil, zato ga je družina kmalu prijavila policiji kot pogrešanega. Prva policijska preiskava je vključevala iskanje v bližnjih jezerih in gozdnatih območjih. V navedbah policije ni bilo nobenih namigov, ki bi jih vodili v to smer, vendar so bila to območja blizu kraja, kjer je živel Raymond. Nekaj kasneje so našli Raymondov kombi, ki so ga najstniki vzeli, se z njim iz zabave vozili in ga nato zapustili. Policija je hitro ugotovila, da mladostniki niso imeli nič s to izginotjem, vendar so njihova dejanja ovirala primer. Ni bilo mogoče vedeti, v kakšnem stanju je bil kombi zapuščen, niti ali ga je Raymond pripeljal tja, kjer so ga našli najstniki. So pa lahko odgovorili, kje je bil kombi najden. Policiji so povedali, da so ga pobrali na Field End Road v Eastcoatu, kar je potrdil tudi redar. Policija je verjela, da je bil morda na servisni cesti za trgovinami že od dneva, ko je Raymond izginil. Kam je Raymond nameraval iti po odhodu iz bratovega doma, ostaja skrivnost še danes. Po besedah sorodnikov naj bi imel dogovorjeno delo čiščenja vrta v regiji Hillington ali Harrow. Bil je samozaposlen in je opravljal priložnostna dela, zato je bilo njegov delovni urnik težko ugotoviti. V pozivu za informacije je policija prosila vse, ki so morda najeli Raymonda, naj se oglasijo. Meseci po njegovem izginotju pa je družina prejela vznemirjujočo možno sled v primeru. Zjutraj, 28. aprila 2002, je nekdo poklical Raymondovega starejšega brata iz telefonske govorilnice. Njegov brat pa je klic opisal kot grozeč. Klikalek je preprosto rekel, bodisi aretirali so te, bodisi ti si naslednji. Govorilnica, o kateri je govora, je bila na postaji podzemne železnice South Harrow. To je bilo območje, pokrito z nadzornimi kamerami. Do zdaj iskanje po posnetkih ni razkrilo nobene sledi Raymonda ali razlage, kaj bi se mu lahko zgodilo. Tudi posnetkov njegovega kombija niso našli. Vendar so se posnetki iz postaje podzemne železnice izkazali za bolj uporabne. Na tresočem posnetku je bil moški v temni jakni in klobuku, ki se je povzpel po stopnicah na peron in izginil iz vidnega polja kamere. To je bila oseba, za katero je policija verjela, da je opravila telefonski klic. Raymondov brat je več let pozival policijo, naj ta posnetek objavi javnosti in šele leta 2014 se mu je želja uresničila. Raymondov primer se je pojavil v televizijski oddaji Crime Watch in vključeval tudi posnetke varnostnih kamer. Do tega trenutka je nagrada za informacije, ki bi vodile do aretacije in pregona odgovornih, narasla na 20.000 funtov. Policija pa je bila zdaj prepričana, da je vpletena kazniva dejanja. Kljub pozivu pa moški ostaja neidentificiran, Raymond pa je še vedno pogrešan. Raymond je bil ob izginotju visok 5 čevljev in 7 palcev ter vitke postave. Na levi roki je imel tetovažo z napisom Ray in nosil je kvadratna očala. Vsak, ki ima kakršnekoli informacije, lahko pokliče na anonimno številko Crime Stoppers 0800 555 111. Številka 2. Rosemary Harry so nazadnje videli 28. januarja 2006. V mesecih, odkar je izginila, je bilo v njenem primeru le malo sledi. Njena družina in prijatelji pa še vedno iščejo odgovore. Rosemary je bila staroselka, ki je v času svojega izginotja živela v Duncanu v Britanski Kolumbiji.
Skušala si je urediti življenje in se je pred kratkim preselila v stanovanje svojo najboljšo prijateljico. Na dan, ko so jo nazadnje videli, jo je sostanovalka odložila v središču Duncana, kjer se je nameravala srečati s socialno delavko. Redno je obiskovala sestanke in tudi tokrat ni bilo nič drugače. Na sestanek je prišla brez težav in po besedah sostanovalke naj bi jo po koncu sestanka poklicala, da jo pride iskat, vendar klica ni bilo. Rosemary se ni vrnila domov, njeni prijatelji in družina pa so hitro ugotovili, da je nekaj narobe. 34-letna Rosemary je redno objavljala na družbenih omrežjih in vsak dan naložila več videoposnetkov na TikTok, vendar je bila njena dejavnost na družbenih omrežjih od dneva izginotja povsem tiha. To zanjo sploh ni bilo značilno. Po besedah prijateljev in družine je bila Rosemary vesela, odprta in ustrežljiva oseba, ki je bila v dobrem razpoloženju, ko so jo nazadnje videli. Po več dneh, brez kakršnega koli stika, so Rosemaryni najbližji vedeli, da je nekaj narobe. Prijavili so jo kot pogrešano 4. februarja. Prijatelji in družina so takoj začeli iskati in natisnili letake, z njimi obhodili območja, kjer so jo nazadnje videli, ter iskali kogarkoli, ki bi vedel, kaj se je zgodilo potem, ko je zapustila sestanek. Policijska preiskava je vključevala zaslišanje več oseb in vključitev lokalnih ekip za iskanje in reševanje, da bi poskušali najti kakršnokoli sled Rosemary. Obsežno iskanje, vključno z enoto za reševanje iz deroče vode, je potekalo 2 tedna po njenem izginotju. Policija je prav tako iskala posnetke varnostnih kamer z tega območja. Mesec dni po njenem izginotju je policija objavila sliko iz posnetka varnostne kamere, na kateri je bila pogrešana ženska. Točen datum in kraj fotografije nista bila razkrita, vendar je slika prikazovala jakno, za katero so verjeli, da jo je Rosemary nosila ob svojem izginotju. Nažalost se je zdelo, da nobena od zbranih informacij ne more pojasniti, kaj se je zgodilo z Rosemary potem, ko je zapustila svoj termin. Po besedah Rosemarynih prijateljev in socialne delavke je imela policija njeno denarnico in telefon, čeprav nikoli ni bilo razkrito, kako so te predmete pridobili. Do zdaj je bilo v tem primeru pogrešane osebe zbranih le malo informacij, vendar imajo Rosemaryna družina in prijatelji še vedno upanje, da jo bodo lahko pripeljali domov. Opisana je kot pripadnica staroselske skupnosti, visoka 5 čevljev in težka 141 funtov. Ima rjave oči in črne lase, ki jih običajno pobarva na blond ali rdeče. Vsak, ki ima informacije o primeru, pa lahko pokliče policijo Severni Kačevan Duncan RCMP na številko 2507 485522. Številka 1. Izginotje Connie Royce je eden najstarejših primerov pogrešanih oseb z jasnim posnetkom varnostne kamere. Connie je izginila leta 1990, slike, na katerih se opoteka iz bara, pa prikazujejo njeno zadnjo potrjeno lokacijo. V noči njenega izginotja je šla ven z 2 prijateljema. Bila je 24-letna ločena študentka, ki je živela s starši v Madison Heightsu v Michiganu. Po ločitvi je bila v kratki zvezi z drugim moškim, vendar je z njim prekinila po prepiru, zaradi katerega je bila poklicana policija. Konec maja je Connie spoznala moškega po imenu Greg in sta se zbližala. Dogovorila sta se, da gresta ven 1. junija zvečer. Ko je Connie prispela v Gregovo stanovanje, je ugotovila, da je tam tudi njegov prijatelj Brad. Odločili so se, da gredo vsi skupaj v bar Hayloft in so tja prispeli okoli 22. ure. Hayloft je bil eden redkih barov na tem območju, ki je imel nadzorne kamere. Kamere so pokrivale vhod in izhod iz bara, ter jasno posnele prihod Connie, Grega in Brada. Že pred prihodom so nekaj popili in s pitjem nadaljevali tudi v baru. Nihče v baru ni opazil nič nenavadnega pri skupini. Približno 1 uro po prihodu je Greg odšel na stranišče. Connie je nenadoma povedala Bradu, da mora oditi od tam in je preprosto odšla. Visoke pete je nosila v rokah, torbico pa je pustila za seboj. Posnetki so ujeli Connie, ko je zapuščala stavbo in v nekem trenutku je naletela na steno poleg stavbe, a se je zdelo, da jo to ni motilo, ter je nadaljevala in izginila iz kadra. Zdelo se je, da je bila takrat pod vplivom in je popila vsaj 4 pijače. Ko se je Greg vrnil, sta oba moška povprašala različne člane osebja o Connie, ti pa so potrdili, da je odšla, vendar niso vedeli, kam je šla. Moška sta mislila, da se bo vrnila po svojo torbico, zato sta čakala. Ko pa se je bar ob koncu večera zaprl, še vedno ni bilo nobenega sledu za njo. Greg se je vrnil v svoje stanovanje in ugotovil, da je Conniein avto še vedno parkiran zunaj. Nikoli se ni vrnila. Ko se Connie ni vrnila domov, so njeno izginotje prijavili oblastem. S
Sprva bi bili moški, s katerimi je bila, očitni osumljenci za njeno izginotje, vendar so posnetki pokazali, da niso bili s Connie, ko je odšla, in da so sami odšli šele več ur kasneje. Eden od sumov je bil, da je nekdo drug Connie v baru nekaj podtaknil v pijačo in jo napadel, ko je odšla, vendar policiji nikoli ni uspelo nikogar prepoznati na varnostnih posnetkih. Njen bivši mož in bivši fant sta bila oba preiskana, vendar sta imela oba alibije. Potem, ko je njeno izginotje prišlo na naslovnice, so delavci iz bližnje pizzerije prijavili morebitno opažanje. Žensko, ki je ustrezala opisu Connie, so videli uporabljati telefonsko govorilnico okoli 23:15. Telefon je bil na eno ulico stran od bara. V bližini so opazili avto iz poznih 70 let, vendar ni znano, ali je to kakorkoli povezano z izginotjem. Možno je bilo tudi, da je Connie doživela kakšno nesrečo. Rika Clinton je tekla nedaleč od kraja, kjer so Connie nazadnje videli. Potapljaške ekipe so preiskale bližnja vodna telesa, vendar niso našle nobenih sledi. Več kot 35 let kasneje niso nikoli našli nobene sledi za Connie. Ko so primer ponovno preiskovali kot nerešen primer, so ponovno zaslišali vse vpletene, vendar ni bilo nobenih novosti. Connie je bila visoka 160 cm in je ob izginotju tehtala 54 kg. Nosila je črno mini obleko brez rokavov s krilom s cvetličnim vzorcem. Na zapestju je imela tetovažo čmrlja, na desnem ramenu pa 2 imeni in srce. Imela je tudi razmik med sprednjimi zobmi. Kdor ima kakršnekoli informacije o tem primeru, lahko pokliče detektivsko enoto šerifovega urada okrožja Macomb na 586 307 9358. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, kliknite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.